Čau, Eleni, dobrodošli v nov video, tale bo True Crime, tudi primerne dolžine za True Crime. Let's go. Jaz sem v takem biznisu in raziskujem take primere, da moram res pogosto iz srca reči, ta je mogoče najbolj bizaren do zdaj. Zdaj ga nam spet isto rekla, pa je, ampak bom rekla, da je najbolj mogoče pogumen do zdaj, zato ker ta fant, ta 13-letnik, je pobegnil da Bone Breaker Killerju. Fokus, pa ne bo v redu. Ej, tle sem. Mogla sem sliko pomanjšati, ker je njih fokusiral. How? I'm a live human being. Yes, it's me. Sorry. What did your foot look like? Backwards. 13-letni Ted Phillips se je ravno preselil svojo družino, svojo sestrico pa očetem in mamo v Baraboo, Wisconsinu. Baraboo. To mestece je bilo ful, mehno in simpatično, dejansko namenjeno mladim družinam, da tam živijo v miru, v poletje uživajo, da so otroci igrajo na ulici in da imajo lahko dejansko odprta vrata. Tako polet dobesedno govorimo o primeru, ko so vrata odprta, čez noč pa zaklenejo. Saj mislili so, da je to mesto toliko varno. Ampak Ted Phillips se je znašel v taki situaciji, da je šel čez živ pekov in so ga najdeli 2 ure tik pred tem, preden bi dejansko izkrvavel in umrl. V tem videu se bomo spraševali, kdo je bila pošast zate in kdo je to storil in kako pravzaprav je on preživel tega serijskega morilca. Bil je 14. julij 1995. leta in oni so lepo poležavali noter, sedeli pred televizijo, cela družina, vsi 4 so gledali TV, nek šov, dokler nista oni, njegova sestrica na kavču doze offala, pač zaspala sta. In starša so takrat jih pustila naj spita in sta šla v en drug prostor in jih očitno nekaj časa ni bilo, zaradi tega, ker je Teda nekdo pobral in odnesel. In Ted je, ko je dol padel? Mušica se mi v luči zabija. In 13-letni Ted je takrat oči še mečkam priprl in je imel mečkam, verjeten me ati nesel poslo, da nam pač na kavču spal in on še pove intervjuju, da to ni bilo nič tacga, ker ga je še kdaj pa kdaj oče pač nesel poslo, če je zaspal. In potem ga je ta oseba, kakor se on spominja, odnesla ven. Očitno je takrat mečkam vmes zasebnost dobil, je malo vse prišel, se malo zbudil, ampak pač ni reagiral, ker je basically spal ali pa zaupal osebi, če je mislil, da je oče, in potem je še vedel, da je bil v eni novi hiši in potem kar naenkrat pred eno random sosedovo hišo in takrat se je dejansko zbudil. Ampak je pred sabo zagledal enega fanta, enega najstnika, ki je bil pa od njega večji, močnejši, pač večji fant je bil. In ta fant mu je rekel, kao pojdi z mano v eno hišo, In Ted mu je v bistvu čist nagonsko sledil. On je temu rekel, da še sam ne zna razložiti, zakaj. Preprost, jaz razumem, ker tudi jaz kot otrok, če sem se družila z lih toliko starejšimi od sebe, sem se jih bala / da jih moraš ubogati, da ti je že skoraj nadrejen, kot je ena avtoriteta. Tako da maybe je bilo to in je šel za njemu. In potem se začela kar hangati. Ta fant je bil Joe, z daljšim imenom Joseph, in do Teda naj bi bil ekstremno prijazen, tako res ekstremno nadpovprečno prijazna mlada oseba in začel mu je kazati vse možne stvari, ki so takrat Teda tudi najbolj zanimale. Tako razne avtomobilčke, take še dokaj otročje igrače, ampak se sta bila oba najstnika, pa tudi pa kakšne bejzbol stvari, lih vse, ker je Teda zanimalo in se začelo tako malo bondati, Tedu je bilo cool. Hiša je bila tako, da on sam živi ali pa je sam doma, eno ali drugo, ta Joe, in po tleh je bilo ful razmetan, pa ful nekih ovitkov, čokoladk in snekov in kada nam dejansko normalnega jedu. In potem mu je Joe začel prepovedovati take random informacije, recimo rekel, jaz danes lih planiram žurko narediti in to je bilo v bistvu, Ted je bil lih toliko star, da mu je bilo to tako easy cool. In pa mu je rekel Joe na eni točki, daj pojdi z mano gor, ti pokažem še naprej, kao vse imam, neke karte mu je hotel pokazati, nekaj izbiral, nekaj, ki je bilo takrat cool, mogoče Pokemon, in takrat še ni bilo Pokemonov. In sta šla gor v sobo. In ni dolgo minilo od kazanja tistih kar do točke, ko je Joe random skočil na Teda in ga je zbil in položil na poslo in se je lotil njegove desne noge. Prej nisem opozorila, zdajle bom za tiste, ki vam grafični ponazori, opisi stvari niso in vas bo to matrali pol in vas bo po noč te mogli spati ali pa do te slabe vole, ta video ni za vas, ker je precej grafičen, ampak jaz bom te stvari opisala lih zato, ker mi je ta mal tak car, pač ta Ted. Prijel mu je desno nogo in mu jo je zvil v rikverc, tako da se je cela polomila. Ted to najbolj opiše kot totalen šok, ne opiše tega kot ojoj, koliko je bolelo, ampak adrenalin je toliko šopal, da se ne spomne nič bolečine, spomne se samo šoka, kaj je se li zgodil.
Zavedal se je tega, da je to grozen in da mora zbežati čim prej, ko lahko. Medtem je pa Joe stopil nazaj in si je začel pomrmravati v brado. Tako basically se predstavlja, da en začne govoriti sam sabo v krneki. Ted je bil toliko prisoten in še toliko ima adrenalina v sebi in še ni bilo toliko bolečine ob tem adrenalinu, da je zbežal dol po stopnicah, kolikor hiter lahko, ker je imel na tej točki čist počen gležen in je laufal dol po stopnicah in potem naprej čez dnevno sobo in še prišel do kuhne in potem ga je tudi Joe že ujel, ker je bil veliko hitrejši od njega. Takrat je bil lih očitno Joe v navalu strasti in adrenalina tudi in ga je zvlekel v dnevno sobo in tam mu je polomil stegnenico, torej ogromno kost in pa še kolk ali medenico, eno ali drugo na tej točki. Takrat je tudi toliko doživel bolečine Ted, da je omedlel. Zdaj pa pazi to, ko se je Ted zbudil, je Joe normalno sedel zraven njega in na uni točki bil spet da nič ni in se spet z njega pogovarjal, kakor da hoče, da sta samo kolega. Zdaj prijemo do točke, ko jasno moram povedati, da Joe valjda ni okej, ne vem, ali psihopat, sociopat, ne vem, najbrž psihopat, ampak ni čutil Tedove bolečine, kar niti približno ne pomeni, da je bil dober, niti približno ne pomeni, karkoli pač bil je psiho, užival je bolečini njegovi, ampak ni razumel, ni mogel sočustvovati z njemu, koliko to boli, pa da se boji, pa ni razumel dobro čustvo kot psihopata. Zato te pa počasi začel spoznavati Teda, koliko je bil on res samar 13-letnik. Tako res, po mojem, in čustveno inteligenten, tako naravno inteligenten in res tak svaka čas, pač koliko enega poguma in je razumel, da bo preživel in če na nek način se prilagodi temu fucked up karakterju od Joe. In pač ni ful jamral, ga je pa začel spraševati, zakaj mu to dela, in mu je odgovoril. Joe je rekel, kao, ne skrb, da reč ni čisto nič osebnega, sam res uživam v tem. In rekel je, da pač noro uživa v pokanju kosti, v tem, kako je to slišati. Ne je bilo samo omenjeno, da če si on to želi, če njemu to pa še pač nima izbire, kakor da od doma krade random otroke in jim pač lom kosti. In pazi pol, reče on Tedu, kao, če jaz grem spat, on je šel spat gor in rekel, malo se naspi. Hao, stari, zlomljenih pol kosti že v telesu. In spet, Ted je bil to cool, da se ni samo legel in pač smilil samo sebe. On je, kakor se je lelo, se premikal, razgledoval po stanovanju, gledal, kako zgleda, kje bi lahko šel, kje so telefoni, kje so orodja, orožje, karkoli uporabenega vrata, okna, vsega je zanimalo. Imel je res ekstremno željo po preživetju in to se pa je tudi vidi. Po noči tudi razmišljal, da ja, se je razumel, a ne vedno, da so take pošasti na svetu, nisi pa mogel misliti, da je to tako 1 kilometer preč od njegove hiše. Pa tudi opisuje, da je imel nek upanje v smislu, mogoče je zdaj to, mogoče mu bo zjutraj spustil, ker koncev je bila ta karakter od Joe je bil res moj čudaški in ga nisem mogel čisto razumeti. In res, zjutraj je bilo čuden. Pač pride Joe po stopnicah in najprej Ted razmisli, kva bi naredil, in reče, a lahko starše pokličem? In mu reče Joe, ja, valjda, itak, in mu da telefon. No, potem, ko je Ted začel utipkavati telefonsko številko doma, je se začel Joe na ves glas smejati, ker je istočasno prerezal žico. Tako da je bil tudi zloben in užival še v drugih takih situacijah. In potem sta skupaj gledala 2 ure televizijo. Dokler ni kar naenkrat Joe ga tako pogledal, menik pogled je imel tak, spet čist pobezlan, psiho. Je tako sam pogledal in ga je zvlekel spet. No, odnesel se je zvlekel gor v sobo. In takrat se je potem lotil njegove druge noge, ki še ni. Z njo je naredil v bistvu isto, kakor z desno. Ted je takrat spet dobil full adrenalina iz te bolečine oziroma pred bolečino in je se začel braniti in na nek način se je malo še stepil, mečken mu je spel, ampak itak ni imel zaburek, vas je bil švoha, ni mogel proti Joe nič in mu Joe takrat na obraz dal polšter in je rekel, da naj se neha upirati, drugače mu bo polomil ali hrbtenico ali pa vrat, ker je pa itak smrt. And he turned around and put a pillow over my face and told me that if I didn't stop fighting, he's gonna break my back or my neck. Ted se je takrat odločil, da se nima smisla več braniti, ker nima dosti moči, je pa še vedno imel veliko volje pobegati in je razmišljal, kaj lahko še naredi. Ko je imel uspešno obe nogi Ted raztreščeni, mu je takrat Joe začel kazati njegove druge fascinacije. Odprl je vse predale, ven mu je izvlekel 2 opornici za obe nogi, za levo in za desno, in pa en kup belih štumfov. In potem je rekel,
lih to, kolikor rad je slomam kosti, jih rad tudi popravljam. Torej, njegova fascinacija, njegov fetiš je bil, da on najprej polom kosti, ko ima doma nekega poskusenega zajčka / igrača, tako kot je bil zdaj Ted, in potem mu jih, kolikor se le da zacel, torej začel mu jih je dejansko v real life tam, mu jih je začel dajati v te opornice, povezvati s štumfi, bil je perfekcionist, vse je bilo ful počasi, neznosno boleče, itak, ampak ni bila fascinacija v tem, da ga pozdravil, fascinacija je bila v tem, da dokler bi bil on živ, da ga bi znova in znova lahko polamljal, pa pozdravil, pa polomil, pa pozdravil, to je bil njegov fetiš. No in takrat mu je Joe, ko se je naveličal tega, je tudi naznano, da gre zdaj ven. Ted je takoj razumel to kot eno izmed izjemnih opcij, da pobegne, ampak preden je Joe dejansko šel, je dol govoril z nekom in je Ted ful pozorno poslušal, ali je to policija, ali je nekdo na obisku, ali govori sam s sabo in je ugotovil, da je na telefonu. Torej, če na telefonu je dol še en telefon, ki nima prerezane žice in deluje. In je pač dobil spet neko novo upanje. Ampak spet preden je Joe dejansko šel od doma, je razmišljal, pa sobota je bila, predvidevam, da je šel malo na lepš, se je še odločil Teda na polno preteps, da ne bi slučajno niti pomislil pobegati. Ampak ko je Joe končno šel in zaprl vrata in je to Ted slišal, je razumel, da je to njegova ena izmed redkih šans in se je zvlekel dol po stopnicah. Vmes on to opisuje, do kuhinje je neštetokrat omedlev. Ves čas je omedleval od bolečine. In itak, to je tako dolgo trajalo, da vmes se je spet zbudil, je lahko, ne vem, toliko časa že menil. Verjetno je bilo več ur, da je potem lihka se je zvlekel do kuhne, full blizu telefona, je Joe se lih vrnil, ampak se je vrnil svojo punco. Ste videli to žival? In takrat se je nekako Ted zvlekel za vrata, tako da je bil skrit, ampak je mogel ves čas poslušati te dva, ki sta se make-out, ki sta se ljubčkali, ki sta se kušvali, ki sta bila cheesy, je mogel to poslušati tam v bolečinah. Pa še vedel je, da ga itak najdu pol. Valjda ga je potem Joe najdu in se mu je mislil zjutraj še toliko bolj maščevat. Zdaj se sprašujete, kaj je bilo kaj z iskanjem Teda. Ja, starša sta ga iskala ful z avtom, ful v mestu, zunaj mesta, po reki, povsod, ampak nista niti za sekundo pomislila, da bi šla do sosedov, na svež so bili ljudi, niso poznali in sta vse prej, kot da bi šla dejansko v sosedne hiše, nažalost. In v soboto zvečer je bil tudi potem že prijavljen kot pogrešana oseba. Naslednji dan zjutraj, to je spet ni za šibka ušesa, kako se je Joe maščeval Tedu, je bilo tako, da se je smejal zraven, da je bil navdušen, da se mu lahko maščuje in je po kolenih skakal po nogah od Teda, če si lahko predstavljate. Predvsem, da na posli, ker drugače bi še sebe polamal, ampak sploh se ne morem predstavljati, kako bi to bolelo. In Ted je bil toliko freaking smart, da je razumel, da ga lahko zamot sam z raznimi idejami in vprašanji, ker drugega orodja ni imel kakor to. In ga dejansko na tej točki tudi vprašal, a si to še komu storil pred mano? In je Joe itak imel občutek, da bo njega bil, ker tudi ni bila njegova prva žrtev in da je vsem kaj pove in je povedal, da je imel že prej ene par žrtev, zdaj ne vem, ali 2 ali več, ampak rekel je enih par, nekaj fantov. In res julija 1 let prej je bil pogrešan en 14-leten Chris in so ga ful iskali so ga en teden, dokler ga niso najdeli, kako je preplaval po reki in je bil res v obupnem stanju, pač telo itak polomljeno, pač do konca, s tem, da takrat res niso imeli pojma, kje se lota tega, kje začeti, kdo bi lahko bil kriv. Edin sancat osumljenec, ki so pomislili na ga, je bil dejansko Joseph, ki je bil še v srednji šoli takrat in so rekli, to je edin lokalni bully, ki dela bedarije, ampak čisto noben ni imel v njemu zapovedati nič, da bi ga lahko saj na policijo odpeljali ali pa prijeli ali pa karkoli. Ni bilo nič informacij in je vse ostalo tako, kot je bilo. So pa tudi njega na podoben način vzeli iz hiše, on je isto spal in je bil po noč odnešen zaradi tega, ker okno je imel tisti komarnik in ta komarnik je bil odrezan, tako da ne vem, nekako se je razbralo, da ga je nekdo pač ugrabil. Najbrž se vidi, da je to odrezano od zunaj ali od znotraj. Zdaj smo na točki, ko pri Tedu začnejo notranji delčki kosti, ki so raztreščeni že povsod, povzročati hude krvavitve. Pač na tej točki je bila večina njegovega telesa polomljenega, večina kosti je bilo polomljenih, pač totalno. In potem se je Joe spet odločil iti ven in je istočasno čakal svojo punco in istočasno se je pač maščeval Tedu in Ted takrat ni mogel drugače ga vstati, kot da je rekel, mislim, da že nekaj slišim, mislim, da že gre. In potem se je Joe vstavil in je šel dol in hvala Bogu je ona tudi dejansko malo prišla, ampak preden je šel, je pa njega zbasal in zaprl v omaro. Najbrž je bila to neka malo večja omara, ne vem, ampak je noter najdel potem električno kitaro in ko sta ona dva šla od doma, je to kitaro z vso močjo, kar je še premogel v teh potolčenih rokah, vrgel v to omaro, da se je odprla, razbila in
in sploh ne vem kako, se je izvlekel dol, omedleval je non-stop, verjetno še bolj kot prejšnjič in se je izvlekel dejansko do telefona v kuhinji. In potem je bila itak ta zavita žica, no vsi poznamo, ko smo malo starejši in je, hvala Bogu, je lahko saj dol potegnil in je imel tako srečo, če si lahko predstavljate. Lahko bi ta telefon bil imaš tipke gor na telefonu in jih nikdar ne bi dosegel, ampak so bile take, da so bile na telefonu gor, torej na slušalki in je lahko poklical policijo in potem je to ta call. Playing a prank. Better not be a joke. I'm sorry, I got out here. He said, no, he said, just get me out here as soon as you can. Police! Dad? We're here. It's me. Sorry. I can't believe the kid busted out of there. Can't believe he's still alive. Policaji govorijo, da ne morejo verjeti, koliko je bil skoliran, da je to nemogoče, da so najprej še mislili, da je prank, ampak hvala Bogu so kuj prišli, so ga najdeli, da je bil čist polomljen, pomodrel oziroma vijoličen je bil cel, telo cel mu je zatekel, v glavnem imel je, mislim, da še 2 ure prej bi dejansko izkrvavel in umrl, ampak so ga rešili. In ta mal je bil res pač tak car in potem ena izmed prvih stvari, ki jih je povedal, je bilo to, da ve za Chrisa, za tistega 14-letnega fantka, da ga je tudi ta Joe imel pri sebi in da je kriv za vse. In edina stvar, katere se je res Ted veselil, je to, da vzdravidel toliko pri močeh, da gre lahko na sodišče, da lahko priča proti temu idiotu. In dejansko to se je zelo malo zgodilo, tam je ta Joe sedel kot en idiot in se je delal idiota in njegov odvetnik je šel na to igro, da je rekel, ja, malo je nor, malo je zmešan, popolnoma nič se ne spomne, ampak ni šlo čez, ker so najdeli tudi ene zapiske, ene dnevnike od tega Joea, ki je imel napisan na 3 listih, nekaj je imel get to know, nekaj je imel can't wait in nekaj je imel leg thing. Ne vem točno, kaj to pomenilo, ampak imel je spod napisane fante, torej spravljal se je pač na fante in na seznam je očitno dajal, kaj bi s kom naredil, in potem ni bilo več opravičila, da se ne spomne. Dobil je, hvala Bogu, doživljenjsko zapor plus 100 let, ampak tukaj se zgodba še ne konča, rata še čist bizar. Zdaj, ko preden bi Ted lahko pričal na sodišču še za Chrisa, ki je pač ga ni bilo več, ampak še za njega bi mogel dobiti kazni, je Teda nekdo 2-krat ustrelil. Nek 15-letnik je bil kolega od Joea. Torej, na njega so se spravljala 2 psihopata in oba je preživel. Tudi to je preživel, konec koncev ga so tudi zaprli in je pač čist bizarna zgodba. In ja, hvala Bogu, zdaj Ted je happy in ima svojo družino in že takrat ga je sem to gor držal, da je razmišljal, kako dan prišel k svoji družini in zdaj ima še eno svojo družino. Glavno, vse super na koncu, tudi deluje tip sam tako ekstremno močen, ne toliko traumatiziran in zato sem hvala tudi to zgodbo povedati, ker je tako, kakor je grozno, je uplifting, ker pač je dobro zmagal nad slabim in I'm so happy for him, čeprav, ker se saj ne bi nikoli to zgodilo, obviously. V glavnem, to je ta današnji true crime, upam, da je bil cool, polajkajte, naročite se in vse to. Tukaj so moje 3 glavne kodice, če me hočete podpreti. Zdaj Alien imam out, se gledam naslednjič. Aj, bye, čau, wow, pozabila sem, čau.